Na seji 14krat da, enkrat ne. Uspešni devetošolci na sprejemu. Slovenski dan v Dragočajni. Lepo urejeno in gostoljubno. Gramoznica na Jeprci pod lupo. Zadišalo je po azijsko. 2 novi vozili za smleške gasilce. Po premieri v Fofiteju. 3krat za baletno šolo Stevens. Tek in hoja na Katarino. Lepo pozdravljeni. Včeraj se je na svoji zadnji redni seji pred počitnicami sestal občinski svet. Več o posameznih obravnavanih problematikah v naslednjih informativnih oddajah, tokrat pa le nekaj poudarkov. Občinski svetniki so dokončno zavrnili osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje na Seničici v neposredni bližini motela Medno. Lastniki zemljišč, ki so zazidljiva od leta 2003, torej še vedno ne vedo niti kaj, sploh pa ne kdaj, če sploh bodo lahko zidali. To je že drugi zavrnen osnutek. Argument 15 svetnikov, ki so osnutek zavrnili, je najprej komunalna oprema območja, potem šele novogradnja. Občinski svetniki so sprejeli tudi uredbo, s katero so določili, na katerih parkiriščih v lasti občine se bo izvajal parkirni režim in kakšen ta bo. Jeseni si lahko obetamo prve parkomate, zastonjskega parkiranja torej ne bo več. Občinski svetniki so potrdili tudi enoten cenik storitev na vseh 5 pokopališčih, ki so po novem v upravljanju in urejanju občine oziroma njenega režijskega obrata. Najemnina oziroma po novem grobnina, na primer za najbolj klasičen enojni ali žarni grob, znaša 20 evrov letno. Občinski svetniki so potrdili tudi odlok o denarnih nagradah za novorejence v naši občini, ki med drugim določa, da ta znaša v enkratnem znesku 220 evrov. Seznanili so se tudi z dejstvom, da bo Magdalena Madžaral, dosedanja ravnateljica glasbene šole Franca Šturma, s podružnico v Medvodah to funkcijo opravljala tudi naslednji mandat. Še ostajamo pri včerajšnjem dnevu in mogoče pri bodočih občinskih svetnikih. Župan Nejc Smolej je v knjižnici Medvode, tako kot je nekdaj že bila navada, sprejel uspešne devetošolce, ki so izpolnili vsaj enega od 3 kriterijev. Po 4 letih premora torej ponovno sprejem najuspešnejših devetošolcev pri županu, prvič pri Nejcu Smoletu. Na zadnjem kolegiju župana z ravnatelji osnovnih šol je bila izražena želja, da je to ena taka lepa pozornost, skromna sicer pozornost, ki je v preteklosti že bila, pa je potem v vmesnem času zdaj nekako usahnila, in smo rekli, da smo seveda za, takoj se strinjamo s tem, da se vsaj enkrat v 9 letih posebej zahvalimo tistim, ki so bili posebej pridni in izstopali. Letos je kar 41 devetošolcev, ki so izpolnjevali vsaj enega od kriterijev, bodisi da so bili odlični vseh 9 let šolanja, ali so prejeli zlato priznanje na tekmovanju iz znanja, ali pa se uvrstili med 3 najboljše na državnih tekmovanjih. Skoraj polovica njih je izpolnjevala celo 2 kriterija, Kaja Gros pa ne le, da je bila vseh 9 let odlična, prejela je tudi zlato priznanje iz tekmovanja v razvedrilni matematiki, v tekmovanju Kaj veš o sladkorni bolezni, na tekmovanju iz logične pošasti in diamantnega kenguruja za osvojena priznanja iz znanja matematike v vseh šolskih letih. Poleg tega pa je še odlična tekačica z 2 srebrnimi medaljama na državnem tekmovanju. In želja za prihodnost? Še naprej čim več priznam, po atletiki še dober, pa pač odličen uspeh še v srednji šoli. Na katero gimnazijo oziroma srednjo šolo pa si se napisala naprej? Bežigrad športni oddelek. So pa tvoje vizije za prihodnost? Da bi dobila znanje, ki si ga želim, da bi bila uspešna. Na katero srednjo šolo si se pa potem upisala? Upisala sem se na Škofijsko klasično gimnazijo. Kakšne so pa tvoje vizije za prihodnost? Narediti srednjo šolo pa faks, pa bomo pa videli. Na katero srednjo šolo pa si se upisala in na kateri faks potem nameravaš iti? Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, smer farmacevtski tehnik, faks pa verjetno fizioterapija. Za osnovne šole Preska prihaja kar 12 nagrajenih devetošolk in devetošolcev, 10 iz osnovne šole Simona Jenka Smlednik, 11 iz osnovne šole Pirniče in 8 iz osnovne šole Medvod. Iz rok župana so prejeli slovensko zastavo v upanju, da bodo postali pomemben člen lokalne skupnosti in prevzeli pomembne vloge. Zagotovo je 1% tudi najboljših devetošolcev, ki se
v lokalni skupnosti ne bodo nikoli kaj dosti udejstvovali. Pa vseeno pa imam eno upanje, da bodo prav ti mladi, ki so bili danes tukaj in pa njihovi prijatelji, sošolci, bili tisti, ki bodo čez 10-15 let vodili to občino, vodili to lokalno skupnost in ki bo potem plula skladno z njihovo vizijo. Se vam zdi, da dajo na osnovnih šolah dovolj poudarka na samo udejstvovanje v lokalni skupnosti ali je pri tem treba še kaj narediti? Na osnovnih šolah je vedno še prostor za izboljšave. Ravno mogoče v tem domoznanstvu, v tem spoznavanju lastnega kraja, vrednosti lastnega kraja, izzivov, ki so v tvojem kraju, jaz mislim, da nas vse čaka še kar nekaj dela. Začelo se je občinsko praznovanje. Slovenski dan v Dragočajni je tudi letos potekal v znamenju tradicije. Tradicionalno predzadnja nedelja v juniju, torej to nedeljo. Tradicionalno v kampu Smlednik v Dragočajni, v organizaciji turističnega društva Dragočajna Moše, na pokušino tradicionalno tipične jedi za ta okoliš. Tradicionalno bogat spremljajoč program in tradicionalno, no pri tem pa organizatorji nimajo nič zraven, že 11. leto zapored lepo sončno vreme. Tradicionalno že pred zadnjo nedeljo v juniju, torej to nedeljo. Prav tako tradicionalno 11. zapored v lepem sončnem ambientu kempa Dragočajna. Po že ustaljenem in med obiskovalci dobro sprejetem protokolu se je odvijal tudi letošnji slovenski dan v Dragočajni. In vendarle, v turističnem društvu Dragočajna Moše, ki beleži 44 let delovanja in je pred 2 letoma tudi za voljo prireditve slovenski dan v Dragočajni prejel občinsko priznanje, vsako leto poskrbijo tudi za kakšno novost. Prostovoljci turističnega društva Dragočajna Moše se trudimo, da vsako leto probamo prikazati nekaj novega, tako recimo je letos novost pletene košar iz leskovih vej. Člani smo že za preizkušnjo izvedli tudi tečaj in navdušeno sprejeli, ne? Tako da to je nova točka. Druga nova stvar je, da smo v poljski kuhinji namesto bare letos pripravili joto. Sicer zimska jed, ampak zakaj pa ne. Sami prireditvi sodeluje preko 62 članov turističnega društva aktivno. Poleg tega je pa tukaj vsaj 20, če ne 25 ljudi, ki nas na tak ali drugačen način podpira. Kot predsednik društva sem seveda zadolžen v bistvu od A do Ž, ne, za vse. Če nič drugega, delim naloge ostalim članom, ki me mrljivo ubogajo in poslušajo. Dejstvo je, da ta dan predvsem zadiši po slovensko. Vaščani Dragočajne in Mož se potrudijo, da predstavijo tipične jedi in pijače za ta okoliš. Več kot 40 različnih, od najbolj preprostih do bolj zapletenih, za delovni ali praznični dan. Med njimi tudi take jedi, ki so bile nekoč sestavni del vsakdanjega jedilnika, sedaj pa le redko zaidejo nanj. To so jedi iz naših otroških let, ne. In če poveste, kaj vse je za vami? Medla, loška medla, ajdovi žganci, potem mlečna kaša, kaša s slivom, polenta. To so vse take stvari, da se pravi, jih kuhamo še vsak dan, no, mislim. Bom vprašala kar tako, pri vas doma se še je kaj takega? Še, to pa še. In kaj najraje vi osebno jeste? Medla pa ajdove žgance. To je prinesla še moja stara mama, se pravi je to kuhava in potem je mama pa jaz naprej. Lani so bili bolj z ričet, pa z tole za vampe, pa za krempirjev golaž. Pa smo rekli, da bomo tole leta sprobali in mislim, da bo dobra. Je kakšna posebnost tele smleške oziroma dragočajniške jote? Mislim, da ne, da ima to kar štandard, kot kuha. Tam na kotlu kuha, ne drva, ne? In to je to. Mislim, to je to. Tukaj je še kar nekaj kotlov, kaj vse se še pripravlja? Pripravlja se krempirjev golaž, ričet, vampi. In od tega vi osebno najraje imate kaj? Jaz moram reči, jaz imam od tega najraje vampe. Kuham pa krempirjev golaž. In kaj je najpomembneje? Vse jedi lahko obiskovalci tudi poskusijo. Letos še nisem vseh poskusil, ni bilo še časa.
zdaj, kot sem gledal, so ljudje kar pošteno zasadili žlice v naše dobrote, ne. Tako da se mi zdi, da mogoče vseh niti ne bom uspel letos provati. Obiskovalci so ponovno lahko preizkusili svoje ročne spretnosti na raznih delavnicah. Kot rečeno, letošnja novost izdelava košar. V spremljajočem programu pa so tokrat ponovno sodelovali ljudski godci Suha Špaga, ki jih običajno spremljajo še člani društva Rovtarji. Sodelovali so še vaške pevke iz Trboj, folkloristi in domači mešani pevski zbor Smeški žarek. Že vrsto let pa se prireditev začne s prihodom članov društva starodobnikov iz Voklega, starodobnimi traktorji in starodobno kmetijsko mehanizacijo. Ja, to je Štajer, letnik 55. Je sicer, to jih je več sort z manjšim brzinami in z večjim brzinami. Moj je počasen, ampak sem pa vgradil noter ene zobčenike, da je normalne 30 na uro. Jaz imam eno majhno nivco doma in jaz z mojim traktorčkem tudi prevorjem to nivco pa zrihtam, ne. Sicer nimam vseh priključkov, ampak kar je tisto osnovnega pa imam. To, da dela na nivoje pa še za takole, no. Marjan Kožuh pa je tokrat pripeljal kar 3 starodobnike. Še najmanj toliko pa jih ima doma. Najbolj ponosni ste na katerega izmed njih? Ja, tudi ko bom rekel, najstarejši dele tukaj je tale, je 53-letnik Fent, drugač so pa, ne vem, vse so mi kar dosti pri srcu v bistvu všeč, ne. Tako da, kjergakoli recimo, da vozim, je čisto vse na kjerga sedem. Doma tudi kmetijo, samo tel traktorje pa ostali, ker imamo še teh starodobnikov doma, niso pač pri nam za take namene. To je samo za tele shode oziroma za povorke, ki gremo. Nič ni pa doma, da bi delali, ker je to premajhen traktor. To je hobi. Hobi, ki ni najbolj poceni. Taki shodi, sprevodi in kakšno priznanje pa je tudi lepo zadoščenje. Še do konca tega meseca, torej dober teden dni, imate na voljo prav vsi, da pogledate okoli sebe in predlagate svoje kandidate v akciji Moja dežela lepa in gostoljubna. Namenjena je predvsem vsem občanom občine Medvode, ki živijo v tem okolju, vidijo, ko se sprehajajo, ko hodijo po Medvodah, po celi občini, vidijo lepe objekte, lepo naravo, lepo učuvano, negovano. Vse to bi bilo dobro, da pride na ušesa oziroma da naša komisija, ki bo ocenjevala vse skupaj, da zabeleži in da obišče vse te bisere v občini in jih oceni. Predlagatelj je torej lahko kdorkoli in lahko predlaga kogarkoli v posameznih kategorijah. Bodi si lepo urejene stanovanjske hiše, kmetije, javne objekte in površine, poslovne objekte, gostilne, objekte kulturne dediščine, skratka vse, kar si brez težav nadane titulo lepo urejeno. In to pa je letošnja novost brez soglasja lastnika ali upravljavca predlaganega objekta. Zato bo poskrbela ta komisija, ki je letos na novo sestavljena, in ta komisija bo šla od vsega predlaganega kandidata do vseh, ki so predlagani, in bo pridobila njihovo dovoljenje, se pravi tako zasebne hiše kot ostali objekti. Oni za to poskrbijo in ocenijo po seznamu, ki ga imajo. Akcija Moja dežela lepa in gostoljubna, ki se bo zaključila jeseni sklepno prireditvijo in podelitvijo priznanj, v naši občini poteka že 21. leto v organizaciji Turistične zveze Medvode. Če bi vi imeli kakšno možnost oziroma besedo, bi rekli, bomo letos podelili tudi pelinov cvet ali samo nagrajevali? Ja, lejte, saj moram reči, da v Medvodah ni več veliko stavb, ki bi si zaslužile pelinov cvet. V zadnjih letih se naše Medvode res razcvetajo in so res lepo urejene. Pričakujem, da se bo to še tudi nadaljevalo.
Pelinov cvet je v bistvu pa tako ali tako namenjen bolj za opozorilo, da se nekaj še popravi in dodati, tako da ja, recimo, če bo komisija med potjo, ko bo ocenjevala, videla kakšen tak objekt, ga bo sigurno predlagala. Ja. Pod geslom Ni samo suši za moj buši je potekal prav tako v nedeljo, nedaleč stran na Vaškem trgu ob Zbiljskem jezeru, 3. azijski kulinarični dan. Zadišalo je po kitajski, japonski, tajski, Iranu, Indiji, Vietnamu in še po čem. Na Zbiljski Dobravi je v nedeljo ponovno dišalo po Orientu. Društvo Touhu je v sodelovanju s turističnim društvom Zbilje že 3. leto zapored organiziralo tako imenovani Dan azijske kulinarike. S društvom Touhu sodelujemo, mislim, da že 3 leta. Zdaj prirejajo vsako leto azijski kulinarični dan tukaj na Zbilju, na Zbiljski Dobravi. Čeprav je azijska kulinarika vse bolj razširjena med Slovenci, je še vedno dokaj neznana. Zato se je društvo Touhu odločilo, da bodo azijsko kulinariko in kulturo poskusili bolje predstaviti Slovencem. Ideja je prišla iz tega, da smo hoteli ljudem pokazati, da pač azijska kultura oziroma kulinarika ne zajema samo sladkokislega piščanca pa sušija, tako da jim pokažemo celo paleto vseh okusov, ki jih ponuja Azija. Na tem dogodku so lahko gosti poskušali hrano vse od Bližnjega vzhoda, kjer so lahko med drugim poskušali začinjeno perzijsko hrano, pa vse do Tihega oceana, kjer so lahko poskusili morske dobrote pripravljene na tradicionalen vietnamski način. V hrani imamo zelo začimbe, zelo pomembne so začimbe različne imamo, kot so recimo žafran, kurkuma, cimet, tako različne začimbe. Drugače pa imamo tukaj zdaj uporabljamo 21 različnih začimb, ki je zdaj v hrani, kot imamo recimo piščance z ananasom, pa kokosovo smetano, pa imamo šami, to je iz teletine, in imamo še vegetarijanske kroglice take iz recimo korenja pa graha. Ja, ponujamo predvsem azijsko hrano, se pravi od vietnamskih zavitkov, piščanca, škampov, pekočih omak pa take zadeve. Pikantno, ne pikantno. To je pa najbolj eksotična stvar, ki bi rekli, da jo danes ponujate. Taka, ki ni vsakdanja. Ja, po mojem mnenju najbolj ne vsakdanja stvar je kakšen vietnamski zavitek, ker so določene sestavine, ker na uč pač sploh ne bi pasale skupaj, ampak ko probaš je pač čisto druga zgodba. Danes nigirija, kakšen veliki makija, pa gyoza. To so taki azijski žlinkrofi, polni z mesom in zelenjavo, potem imamo še pavotija, pa kakšno mojito azijski. Na stojnici s kitajsko hrano pa smo opazili veliko povpraševanje po tako imenovanem bubble teaju, oziroma ohlajenem zelenem čaju, v katerem plavajo koščki sadja. Zakaj pa je to tak fenomen, pa smo povprašali gospoda Lina. Ja, mislim, pijača je tako bolj osvežino, tako da ni samo pač pijača kot monopolna, samo pijač piješ, imaš pa tudi preglizek noter, tako da piješ in hkrati preglizaš dobiš, mogoče za tega, tako da ljudi zdi zanimivo. Poleg same hrane pa so si lahko obiskovalci ogledali tudi mnogo drugih stvari. Poleg vseh kulinaričnih okusov imamo tudi še predstavitev karateja, Sanko Kai veje karateja. Potem imamo mange, dodatne sladice oziroma bombone, take zadeve, ki jih ponavadi ne dobimo nikjer po Sloveniji. Istočasno, kot se je v Zbiljah odvijal azijski kulinarični dan, pa se je na drugem bregu reke Save v Dragočajni odvijal slovenski dan, kjer so lahko obiskovalci tega okusili tradicionalno slovensko hrano, tako da so ljudje lahko poizkusili na isti dan dve popolnoma različni kulinarični kulturi. Rekel, da to ni prvič, po mojem že prvo leto, ko smo delali, je bilo istočasno in smo se tako poklapali. Bom pa rekel, da je fino, da ljudje, ki so v Dragočajni, da lahko prijajo sem pač pogledati še kontrastno hrano in iz tukaj gre lahko v Dragočajno, tako da okusijo pač oboje. In mi se mi zelo lušna povezala. Mogoče, če bi imeli še, kaj rečemo, ameriško, kakšen barbecue zraven, da bi še zraven kaj dali ali pa kaj takega, mogoče, da še malo rešimo po leto na isti datum, mogoče ne bi bilo slabo. Očitno so mnogi letošnjo pomlad obnavljali kopalnice in ostale prostore in menjavali strehe, kar je nažalost vidno tudi ob napol podrti ograji gramoznice na Jeprci. Občani morajo od konca leta 2014 gradbene odpadke voziti v Ljubljano, kar pa se zdi očitno marsikomu pretežko.
Občina Medvode na svojih parcelah na Jeprci, kjer sta drugi in tretji vodovarstveni pas, ne sme odlagati gradbenih odpadkov. Kljub temu pa si prihodnje leto po pridobljenih dovoljenjih in soglasjih na svojih že zasutih zemljiščih Gramoznice obeta gradnjo zbirnega centra. Po odstranitvi 150 ton odpadkov iz jeprške Gramoznice je bilo podjetje Spekter Kranj skladno z okoljskim dovoljenjem iz leta 2008 zadolženo, da jo tudi na zemljiščih, ki so v lasti župnije Sora in občine Medvode, postopno zasuje s primernim materialom. 9 let pozneje se sprašujemo, kdaj bo, če sploh bo in kako bo zasuta. Del jeprške Gramoznice je v lasti župnije Sora, del občine Medvode in del podjetja Spekter iz Kranja. Kolikšen delež imata slednja dva, je sporno. Pred začetkom sanacije je imela občina več kot 50%, zdaj ima, kot je na podlagi aneksa k pogodbi, sklenjeni med občino in Spektrom marca 2010, ugotavlja tudi prejšnji nadzorni odbor leta 2011, le še 41% skupne prostornine. V končnem poročilu so nadzorniki pred 6 leti občini med drugim priporočili, naj spremeni pogodbena določila glede načina obračunavanja storitev, višine cen in količine deponiranega materiala. Prav tako so predlagali, naj se odpravi določilo, ki omogoča zasipavanje brez doplačila in še, da občina umakne soglasje, ki ga je julija 2008 župan Stanislav Žagar dal Spektru za uporabo zemljišča, na katerem predeluje gradbene odpadke. Šele aprila letos je občinski svet sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcelno številko 461 Kao Senica in odvzemu statusa grajenega dobra lokalnega pomena za parcelno številko 308, last občine Medvode. Torej je po skoraj 6 letih uresničil eno od priporočil nadzornikov. Kar se dogaja v delu jame, ki je v lasti Spektra, kjer imajo deponijo gradbenih odpadkov, zasipavajo in predelujejo gradbene odpadke, je v pristojnosti Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor. V občinskem delu jame pa se ne zasipava in tudi ne predelujejo odpadki. Problematiko jeprške Gramoznice je v letih 2015 in 2016 skoraj vsako sejo obravnaval odbor za komunalo. Njegov predsednik Stanislav Ulanec, ki je tudi predsednik krajevne skupnosti Senica, pa še vedno opozarja na počasno reševanje. Glih na pobudo nadzornega odbora je bila pobuda dana na občinski ravni, da se ne podaljša pogodbe iz firmo Spekter d.o.o., kjer je bilo iz tega nadzornega poročila razbrano, da je bila občina Medvode v precejšnji meri oškodovana. Zdaj v nadaljevanju pa se občina proba zaščititi glih proti firmi Spekter, da se ne bi to naprej nadaljevali, tako da ni prišlo do ponovnega podpisa pogodbe med Spektrom in občino Medvode. Katarina Blažič, vodja režijskega obrata na občini Medvode, ki se je v preteklosti ukvarjala z okoljsko problematiko, je pojasnila, da je pogodba, ki jo je imela občina s Spektrom od leta 2007 naprej, potekla konec leta 2014. Spekter je pripravil novo, vendar je imela občinska uprava več pripomb in nove ni sklenila. Od takrat se ni veliko zgodilo. Trenutno nismo v pripravah za nobeno pogodbo. S Spektrom smo pogodbo nismo želeli podaljšati, zato ker smo na podlagi geodetskih meritev konec leta 2014 ugotovili, da je veliko večji del jame zasut z odpadnim materialom, kakor smo pa po naših evidencah računovodskih dobili plačila za to od Spektra. Zato pogodbe s Spektrom nismo želeli podaljšati. Nekako smo se dogovarjali z javnim podjetjem Snaga, da bi prevzel upravljanje s to jeprško jamo, pa zaenkrat še nismo prišli do nekih končnih dogovorov. Očitno je to kar velik zalogaj tudi za Snago, je pa v planih, da bomo z jeprško jamo upravljali režijski obrat občine Medvode, ker naj bi v drugem letu začeli z gradnjo zbirnega centra na tem delu jame. Pa se bomo verjetno potem kar odločili, da bomo sami upravljali s to deponijo. Predtem bomo potem seveda pridobiti vsa potrebna soglasja. Občina je lani s trženjem jeprške jame tudi zaslužila
in sicer ob gradnji mostu v Mednem 26.286 evrov. Izvajalcu so, kot so nam pojasnili na občini, prodali zemeljski material. Maja lani pa je Spekter proti občini Medvode, ker mu ta ni dovolila dovoza materiala čez njeno parcelo, vložil tožbo zaradi motenja posesti, a jo je januarja letos umaknil. Bo pa občina, kot so nam pojasnili, verjetno vložila tožbo proti Spektru zaradi kršenja pogodbenih obveznosti. Po mnenju občine je bilo v jamo odloženega 38.499 kubičnih metrov materiala. Spekter pa je plačal zgolj za volumen 4.889 kubičnih metrov odloženega materiala. Dolg iz naslova plačila za odloženi material tako znaša okrog 117.740 evrov. Pred vložitvijo tožbe bo občina Medvode Spekter ponovno pozvala k izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Občina je državi že pred časom dala pobudo, naj spremeni vodovarstvene pasove, da bi lahko v celoti zasula svoja zemljišča. Na že zasuti del pa bi postavila zbirni center za nenevarne odpadke. Čisto laični oceni mislim, da je približno 60% jame zasute. Zbirni center je v planu na zgradnji na parcelah 308-309. To je takoj, če veste, kje je zdaj ta nov vhod v naš del jame, takoj na desno ob ograji, kjer je jama že dolgo leta ravna in mislim utrjena, tako da tam je vse v redu za gradnjo. A je kaj problematično, ker je tam drugi vodovarstveni pas? Smo se pozanimali na upravni enoti, naj ne bi bilo to ovira za izdajo gradbenega dovoljenja, smo pa tudi v dogovorih z Komunalo Kranj, našim upravljavcem vodovodnega omrežja, da naredimo predlog za spremembo vodovarstvenih pasov in to vložimo na pristojno ministrstvo, ki je po trenutno veljavni zakonodaji pristojno za vodovarstvene pasove. Pa da bi občani lahko začeli ponovno odvažati gradbeni material, to se pravi neoporečen, da bi končno tudi sanirali to jamo, pa da bi enkrat prišli do zelene površine. Istočasno je pa na tej lokaciji mišljen pa tudi zbirni center, tako da bi lahko občani, tako kot zdaj vozijo dol v Donit, ta kosovni material, ki ga potem naprej odpeljejo družba Snaga v Ljubljano na predelavo. Zaradi te nedorečenosti občani ne morejo odlagati gradbenih odpadkov na Jeprci, ampak jih morajo voziti v zbirni center Snage v Ljubljano. No, tega se ne držijo vsi. Glede po videnem so ob napol ali popolnoma podrti ograji mnogi letošnjo pomlad prenavljali kopalnice, menjavali strehe in podobno, da o nemarno odloženih salonitnih ploščah sploh ne govorimo. Na odboru za komunalo smo velikokrat opozarjali glih na ta problem, ker ljudje nimajo kam odvažati in odvažajo še zmeraj tako, da stresajo ob Jeprško jamo. Mogoče je res to posledica, ko nismo odprli, so pa tudi ljudje, bi rekel, v ljudeh malo za pograjati, ker imajo pač v sredah in sobotah možnost odpeljati na deponijo, ki je v Medvodah. Tako da tle bi apeliral istočasno na te ljudi. Je pa res, da mogoče niso samo Medvoščani, da tudi iz okoliških krajev nam pripeljajo te odpadke, ki ne sodijo na ta prostor. Občinski inšpektor redno nadzira dovoz materiala oziroma zemljine v občinski del Jeprške jame. Dovoz zemljin je zelo redek. To je ob občinskih investicijah. Drugih dovozov zemljin ni bilo. Aleš Karba, občinski inšpektor, je na vprašanje, koliko kršitev je bilo lani in koliko letos, odgovoril, da neposredno ni nikogar zalotil, ki bi na Jeprci odlagal gradbene odpadke. Očitno jih nepridipravi odlagajo po noči ali v zgodnjih jutranjih urah. Lani so na inšpektorat v zvezi z nedovoljenim odlaganjem odpadkov dobili 20 prijav. Enak trend je tudi letos. To pomeni 20% vseh prijav, ki jih občani Medvod podajo na inšpektorat. Zagrožena kazen je po odloku iz leta 2012 med 50 in 100 evri. Po nekaterih podatkih se tako neodgovorno obnašajo obrtniki. No, ugibanja, za koga gre, bi bilo konec, če bi postavili nadzorno kamero. Vendar kamera ni ustrezna rešitev, je prepričan inšpektor Aleš Karba,
ker bi jo nepridipravi takoj odstranili ali uničili. Ja, tudi pobuda komunalnega odbora na občinskem svetu je bila, da se ta okoliš Jeprške jame uredi. Komunalni delavci so prišli v lanskem letu, da so podrast posekali, ki je letos spet se razbuhtela, tako da kjer se po vzporedni cesti dogaja tekoč promet in kadar se srečavata tovornjak in osebno vozilo, zaradi vejevja se avtomobili umikajo in nam istočasno poškodujejo cestišče. Tako da tle spet apeliram na občinsko upravo, da malo več pozornosti posveti Jeprški jami za ureditev okolic. Na srečo ali pa na žalost sem tudi kot krajan krajevne skupnosti Senica, poleg tega predsednik krajevne skupnosti Senica, vpleten zelo močno v to jamo, ker me dnevno vaščani opozarjajo na odpadke, na neurejenost, tako da si želimo to čim prej urediti. Na delovni akciji smo v torek zmotili krajane Pirnič. S skupnimi močmi so urejali okolico novega športnega igrišča ob osnovni šoli, edinega v naši občini, ki premore tudi tako imenovani pump track ali lepo po slovensko grbinasti poligon. Uradno odprtje športnega parka bo jutri, torej v petek 23. junija ob 18. uri, saj bo odprtje sestavni del osrednje občinske prireditve ob dnevu državnosti. Dejstvo je, da prenova športnega igrišča ob osnovni šoli Pirniče ne bi bila tako bogata, če bi občina s tem projektom že lansko leto uspela na razpisu Fundacije za šport, kajti v tem primeru sledečega prilagajanja projekta ne bi bilo. Tako da v prvi fazi je bilo namenjeno denar za obnovo dveh igrišč, to je nogometno igrišče, košarkarsko igrišče in pa izgradnja še enega street workout parka. Na kar je prišla ideja in tudi pobuda krajanov, da bi zgradili pa prvi pump track v Medvodah, kar se je izkazalo za odlično investicijo. Že po samem asfaltiranju groga asfalta so bili ljudje oziroma otroci na igrišču in so uporabljali poligon za tisto, kar je namenjen. Istočasno smo dobili potem ponudbe za sanacijo teh dveh igrišč. Cene so bile ugodne, tako da smo se potem družno odločili, da obnovimo tudi atletsko stezo. Končna vrednost celotnega projekta še ni znana. Trenutno ocena kaže, da bo nekaj čez 100.000 evrov, tako da končnega zneska pa še ne vemo, se sami vidite, da je še nekako gradbišče. Obnovljeno ali bolje rečeno kar novo športno igrišče je skupna naložba občine Medvode, osnovne šole Pirniče, ki se je zadolžila za nove klopi in zaščitno mrežo za golom, in krajevne skupnosti Pirniče, ki se je zadolžila za namestitev ograje okrog igrišča in za ureditev okolice. In predvsem temu je bila namenjena tokratna akcija, ki je potekala že drugi dan in to v peklenski vročini. Mi smo donirali 5.000 evrov iz krajevne skupnosti in pa seveda nekako organizirali pa povabili vse člane društev, da se nam pridružijo pri tej akciji. Danes ni prvič in tudi ne zadnjič. Tako jaz upam, da še ni zadnjič, ker ta zadnja tretjina akcije nas še čaka in sicer postavljanje ograje. Zaradi zamude dobavitelja bomo pa to izvedli po tem našem odprtju tega igrišča. Ja, zdaj je to druga akcija, ta traja že drugi dan. In sicer potravitev, pozelenitev površin, najprej je bilo pump track, potem pa zdaj pa okolica teh novih igrišč. V času našega obiska je skoraj 30 krajanov polagalo travno rušo. Skupaj jo je kar 1800 kvadratnih metrov. Res vsaka jim čast krajevni skupnosti, da je zbrala toliko krajanov in da pomagajo, glede na to, da smo dobili po zelo ugodni ceni tole travno rušo in smo rekli, občina se financira travno rušo, vi pa zberite ekipo krajanov in položite, tako da smo bili vsi zadovoljni. Če obnovimo, preplastili so igrišče za mali nogomet in košarko, preplastili atletsko stezo s tenisitom, na eno stran postavili podoben street workout, kot ga imajo v Smledniku, ali če poslovenimo orodja za ulično telovadbo ali telovadbo na prostem, na drugi strani, ki pa bo izven ograje, pa so postavili 200 metrov dolg pump track ali po slovensko grbinasti poligon, prvi v naši občini. Kateri del bo najbolj obiskan mogoče? Jaz mislim, da širši del populacije se vozi tamle po pump tracku,
Najstniki in pa tam do 25 so tukaj na orodju. Seveda, osnovnošolci bojo pa igrišča in pa košarke najbolj veseli. Vi osebno, kje boste največkrat? Jaz moram priznati, da sem se že vozil po pump tracku, še predno je bil dokončan, se pravi, ki je bil samo grobi asfalt, tako da sem tudi malo kršil vso zadevo, ampak vseeno. Katero izmed pridobitev tukaj boste vi osebno z veseljem uporabili, če bo nanesla priložnost? Čisto vse. Imam tudi 2 majhna otroka, tako da bodo semle prihajali in za vsega bo nekaj. Prostora pa je ostalo še za kakšno otroško igralo, ko bo, če bo. Že danes pa je potekalo tudi odprtje nove rekonstruirane ceste skozi Zbilje in vseh ostalih novih dobrin. Več o tem v prihodnji informativni oddaji, kot tudi o današnjem pohodu in maši za domovino na Bonovcu po Aleji Slovenija. V soboto pa je bil za člane prostovoljnega gasilskega društva Smlednik velik dan. Začel se je slavnostno parado, ki so se je udeležila vsa sosednja gasilska društva in tudi pobrateno društvo iz sosednje Hrvaške. Nadaljevalo pa se je s prevzemom 2 novih gasilskih vozil. Vozila GVM-1 ter GV-GP-1 Land Rover Defender. Slednja bosta pripomogla k večji varnosti krajanov in krajank in k razvoju gasilstva v vasi. V soboto 17.6. je bil za gasilce prostovoljnega gasilskega društva Smlednik ter za vse sokrajane pomemben dan. Na vrtu dvorca Lazarini so domači gasilci uradno prevzeli 2 nova gasilska vozila, kamor je prišla gasilska parada, katero so sestavljali gasilci sosednjih gasilskih društev ter povabljeni gasilci sosednje Hrvaške. Ja, ta svečana podelitev nam pomeni ogromno, smo dobili 2 novi gasilski vozili, ker nam bosta pomagali za pomoč krajanom, moštveno vozilo pa za prevoz mladine na razne tekmovanja, izlete in podobne zadeve, ker vemo, kakšna je zakonodaja, konec koncev moramo pa tudi skrbeti za varnost naših otrok, tako da s tem vozilom bo poskrbljeno za varnost. Dokaj nenavadno je, da v istem letu v gasilski dom prideta kar 2 novi vozili. Poleg moštvenega vozila GVM-1 so prejeli možnost nakupa tudi rabljenega gasilskega vozila za gozdne požare. Tako, v koncu lanskega leta smo se odločili za zamenjavo gasilskega vozila za prevoz moštva. Vmes med tem časom se je pa ponudila opcija tudi za nakup rabljenega gasilskega vozila za gozdne požare. Tako da smo rekli, pa zagrabimo to, pa smo vzeli, ne? Ponudila se je priložnost, privarčevanega smo imeli kar nekaj denarja, ker smo pričakovali, da nas bo nakup novega GVM-1 stala precej več, ampak zaradi ugodnega nakupa nam je ostalo nekaj sredstev. Ponudila se je priložnost kupiti rabljeno vozilo z prostovoljnega gasilskega društva Prevalje, tako da smo se odločili za nakup in zdaj smo ponosni lastniki 2 vozil. Verjetno je vsem bolj poznano moštveno vozilo oziroma, kot radi pravimo, gasilski kombi, manj znano pa nam je gasilsko vozilo za gozdne požare. Land Rover Defender, terensko vozilo s pogonom na vse 4 kolesa, zaporo diferencijala s počasnimi prestavami, tako da mu strm teren, blaten teren ne predstavlja nobenih težav. S seboj vedno peljemo 500 litrov vode, 2 izolirana dihalna aparata in nekaj opreme za prve napade, tako da ker zaradi same hitrosti vozila lahko pridemo na kraj požara in začnemo samostojnim gašenjem do prihoda večjih vozil z več vode in več opreme. Vozili, ki so jih prejeli, pa je bil kar lep finančni zalogaj za društvo, saj so si ju v večini krili sami. Vendar brez pomoči botrov ter občanov bi jim tak nakup težje uspel. V večini vozili sta financirani z lastnim sredstvom, pomagali pri financiranju so nam botri, nekaj krajani, Gasilska zveza Medvode pa nam je dala denar za enotna svetlobna telesa in enotno označitev gasilskih vozil v Gasilske zveze Medvode. Vozilo za gozdne požare je boter Marjan Mali, vozila GVM-1 je pa boter krajevna skupnost Smlednik. Po uradnem delu pa je potekala vrtna gasilska veselica z ansamblom Trt Ureh, ki so zabavali ljudi še pozno v noč. Gledališka sekcija Kuda Fofite, ki v zadnjih letih ustvarja pod režisersko taktirko Braneta Kraljeviča, zagotovo ni sekcija, ki bi se ustrašila kakšnega gledališkega besedila.
Svojo zadnjo predstavo Kos, ki je premiero pravzaprav kar dve doživela 15. in 17. junija, znova dokazuje, da so ji le veliki igralski izzivi tisti, ki jo pravzaprav zares zanimajo. Mi smo v torek obiskali tretjo izvedbo na medvoškem odru, prvo ponovitveno. Angleška drama Davida Harrowerja z naslovom Kos in v prevodu Alje Predan je sicer ena mlajših dramskih stvaritev, uprizoritve pa je že doživela tudi na slovenskih odrih. Gledalec spremlja 90-minutno soočenje žrtve in storilca. Zgodba pripoveduje o spolnem deliktu, ki ga je takrat 40-letni Ray storil 12-letni deklici Uni. Ta ga po 15 letih poišče in se z njim sooči. V iskanju zaključka, odgovorov, morda v želji po obračunu. O izboru besedila je režiser takole dejal. Začutil sem, da je to en tekst, ki gre, prva asociacija mi je bila onkraj dobrega in zla. Skratka, tekst, ki govori o verjetno enem hujših zločinov, ki jih pač v tem primeru moški lahko naredi. Po drugi strani pa, ko se spustiš in skušaš izrisati nekako anatomijo tega dogodka, se srečaš s celo vrsto nekih rašomonskih resnic, ki začenjajo funkcionirati in odpirati nove svetove, in to odpiranje teh novih svetov je pravzaprav bilo ta glavni izziv, zaradi katerega smo se pol lotili tega teksta. V glavnih vlogah Une in Reja oziroma Petra blestita Maša Kavčič in Janez Vencel, ki z brezhibno igralsko predstavo gledalcu misli kot slike iz filma vrišeta prizore usodnega dogodka, ki se je glavnima protagonistoma zgodil pred 15 leti in zavedno zaznamoval njuni življenji. No, ta predstava je bila največji izziv do zdaj zame. Mislim, če ne bi Brane v bistvu tako motiviral in spodbujal in pelil v pravo stvari. Ne vem, če bi lahko sama prišla do tega, kar smo v bistvu zdaj naredili. Tako da ja, no, kaj pri meni naredila, ogromno neprespanih noči, čisto iskreno. Tudi pri Janezu sva se velikokrat slišala in se pogovarjala, ne morava spati, ker dejansko čutiš te dva človeka, ki se znajdeta, ki sta imela v preteklosti nek tak dogodek je zaznamoval obe življenje v bistvu, ne samo od Une. In ja, in če se res poglobiš v te občutke, znaš kakšno noč dejansko prebedeti. Na način se podaš v to pot, v to zgodbo, ki ti najprej sploh ni blizu, absolutno ne, hvala Bogu. Ampak najdeš trenutke, ko skušaš to zgodbo mora postati tvoja, ni druge poti, ne, v bistvu, če hočeš povedati. Cilj pa je seveda jo povedati, pokazati, pa hkrati ne povedati preveč. Zagotovo je edinstvena v tej predstavi tudi izkušnja gledalca, ki zgodbo in igralca spremlja sedeč na zaprtem odru. Utesnjen med stenami, zaprto zaveso in igralcema je pravzaprav sam del scene, del razdejane, verjetno delavske sobe v Rejevem podjetju, s čimer doživi bližino igralcev in njun utrip na povsem drugačen način, kot bi to lahko iz dvorane. Jaz sem ena od prvih stvari, tudi, ki sem jih začutil v prebiranju teksta, je to, da sem nekako vedel, da morajo tle ljudje čutiti srčni utrip igralcev, zavonjati njihov znoj, slišati dihanje. Skratka, biti morajo res v eni taki intimni bližini, kjer se lahko ne samo poistovetijo, ampak res padejo v zgodbo skupaj z njimi in doživljajo pol te usodne dogodke, skoraj da tako kot igralca sama. Kaj pa recimo odziv ljudi na odru, a jih čutita, glede na to, koliko blizu z vaju so, da so tukaj v neposredni bližini, kako drugače igrati na ta način? Iskreno, čisto iskreno, mene je na začetku to zelo skrbelo. Zato, ker še nikoli nisem bila v takšni situaciji, vedno so bili ljudje v dvorani, mi na odru smo imeli svoj svet in me je kar malo skrbelo in sem v bistvu bila zelo presenečena, kako že, da prvič, ko smo imeli gledalce v dvorani, je bila to zame četrta stena, čuti se energija, seveda ljudi, kar je samo pozitivno v bistvu za naju dva na odru. Ampak ne moti. Midva sva tukaj, midva imava svojo zgodbo, jaz sem Una, Janez je Rej,
tukaj imamo stvari za spucati in vi, pač gledalci so četrta stena, tukaj priča temu dogodku in lahko samo spremljajo in super, da. Igralca, ki vseh 90 minut sama nosita breme predstave, in režiser sicer briljantno dramsko besedilo izkoristijo do konca. V gledalcu zbudijo vprašanja o morali, pravici družbe do obsojenja, o resničnih mejah ljubezni. Uspejo doseči, da gledalec v svoji obsodbi niha in najde celo prostor za odpuščanje sicer obsojenemu kriminalcu, a mu že naslednji trenutek ne verjame več niti besede. Še zadnji dvom vanj zaseje prihod mladoletnice v sobo domnevne hčerke Rejeve sedanje partnerke, ki jo sicer odigra Sara Kutnjak. Ja, enostavno je to, da si pravzaprav stalno odvisen eden od drugega. In ne glede na to, če so kakšne stvari, ki jih drugače zapopadeš na začetku, moraš najti en skupni cilj. Včasih je to resen izziv, ne. Ni to nekaj, kar se usedeš na vlakec in se potem odpelje vlakec in prej slej pripelje do cilja, ampak je dejansko treba vsak korak posebej narediti. Ne glede na to, tudi včasih boleč. Študij besedila je bil dolg in temeljit. Z vajami so pričeli zgodaj spomladi. V zadnjih tednih pred premiero so se ustvarjalci Kuda Fofite srečevali vsakodnevno. Študij je bil težek in zanimiv, ena taka bogata izkušnja, predvsem zato, ker je bilo treba najprej skušati dojeti, razumeti usodo teh ljudi. Dojeti in razumeti kot nekdo, ki je izven te zgodbe. Potem sta se pa seveda morala začeti igralca spuščati v vlogi, v like. In tle je bilo ogromno tega filigranskega dela, seveda, iz stavka v stavek. Smo iskali resnice, temelj, odzivnost, čustveno odzivnost, skušali pač doseči nekako to stanje, v katerem naj bi se tema dvema človekoma lahko dogajalo to, kar se jim je zgodilo. Ostro in neusmiljeno direktno srečanje je doslej doživelo 3 izvedbe na odru Kulturnega doma v Medvodah, pot pa bo predstavo zagotovo ponesla tudi na kakšnega izmed gledaliških festivalov. Zaenkrat so dobri odzivi, v bistvu je največja nagrada to, da smo na koncu v avli in slišimo, kako se ljudje med sabo pogovarjajo, se sprašujejo o teh 2 ljudeh. In ja, mislim, da je to je naš cilj in je z vsako uspešno ponovitvijo dosežen. Predstava bo pred poletjem doživela še 2 ponovitvi, in sicer nocoj 22. in v petek 23. junija ob 20. uri v Kulturnem domu Medvode, z izvedbami pa bodo v Kudu Fofite nato nadaljevali tudi v jeseni. Če ste pravi gledališki sladokusci, nikar ne zamudite priložnosti za ogled. 3 razlogi so za naslednji prispevek. 2 medalji na Evropskem plesnem prvenstvu v Avstriji, sijajna sobotna zaključna predstava v Prešernovem gledališču v Kranju in odhod na finale svetovnega plesnega pokala v Nemčiji. Seveda govorimo o baletni šoli Stevens. Baletna šola Stevens se je v začetku junija kot edina predstavnica Slovenije na povabilo organizatorja baletnih srečanj v Špitalu udeležila enega največjih mednarodnih plesnih tekmovanj v sosednji Avstriji in domov prinesla 2 medalji. V starostni skupini 12 do 14 let. Nika Ferjan je z variacijo Cupid preplasala zlato, Lana Druškovič pa z variacijo Odalisk srebro. Priprave niso bile dolge, saj je program, ki sta ga plesali Nika in Lana, del programa za finale svetovnega plesnega pokala. Tekmovalni točki je pripravila Nena Vrhovec Stevens, na tekmovanju pa je balerini spremljal njen mož Andrew. Se mi zdi, da vzun smo bolj cenjeni v domači hiši, to je vedno tako pravijo. Zlato pa srebro sta nam ponesla Nika Ferjan pa Lana Druškovič s klasičnimi variacijami. To je bilo Evropsko prvenstvo v Avstriji v Matrej. Jaz mislim, da obema je tole zelo veliko pomenilo, ker sta izredno talentirane punce in do zdaj na svetovnih nista toliko daleč prišle, kar smo pričakovali oziroma bi si zaslužile. Tako da je velika motivacija zdaj prav za to svetovno obema. Predvsem Niki, ki odhaja v bistvu z naše šole, ker so jo sprejeli na srednjo baletno šolo v Ljubljani. Je pa en tak
žig za delo, ki sta ga naredili oziroma ki še delata in motivacija neverjetna za naprej. To soboto sta obe dekleti nastopili tudi na zaključni prireditvi baletne šole Stevensov v Prešernovem gledališču v Kranju. Prireditev je bila sestavljena iz 3 zaokroženih celot, na oder pa je stopila, tako kot je že v navadi, večina učenk in učencev šole. Ja, jaz mislim, da je bil res tak en čarobni večer. Začeli smo s klasičnim drugim dejanjem Labodjega jezera, ki ga večina ljudi pozna. Mi smo čudovite 2 gosta, solista iz opere Nino Noč, ki je po 12 mesecih, ker je imela hudo poškodbo, ponovno stopila v taki vlogi na oder. Peter Đurđevski, ki nam pomaga že redno, naš član, izvrstna plesalca, tudi publika to njima izkazala. Naše plesalce je to motiviralo še dodatno. Vse Labodke in tudi Rodbar, ta njihov čarovnik, so se izkazali na višjem nivoju, ki smo pričakovali. Tako da res prijeten začetek, publiki je enostavno dih je zastal, publika je onemela. Poleg Labodjega jezera so na oder postavili tudi igrivo koreografijo Andrewa Stevensa ob asistenci Mance Torkar na skladbo Scotta Joplina Ragtime. Je res Ragtime, tudi z glasbo, s kostumi, združena 2 razreda, tako da je zaživela v novi luči. To je bila postavka po parih letih prinešena nazaj, malo sprememb, malo dodatkov, ampak v veliko večjem številu deklet na odru. Taka barvna popestritev. Že 3. v svoji sicer dolgoletni zgodovini pa so na oder postavili tudi legendo, vrnitev Feniksa na glasbo Modesta Petroviča Musorskega. S totalno novo zasedbo, se pravi generacijsko novo zasedbo, od najmlajših, se pravi, da je bila ponovno vključena vsa celotna šola. Zgodbica prijetna, sestavo jo je Andy dramaturško naredil po glasbi. Celotno zgodbo, vizuelno zelo zanimivo za videti, ker je ogromno dekorja, čarovnic, hrane, podgan in tako. Tako da je bilo zelo zanimivo. 22 balerin in 2 baletnika pa so danes z eno nogo že tako rekoč na finalu svetovnega plesnega pokala, ki bo od tega vikenda pa vse do konca meseca potekal v Offenburgu v Nemčiji. Škufrov nimam spakiranih, mislim, da jih punce že imajo, ker so dobile že listo, kaj morajo se s sabo vzeti. V četrtek zvečer odhajamo z mlajšo skupino, to je Children Group, 19 deklet, jaz pa Hana Koman, ki mi pomaga, to je naša starejša učenka. One tekmujejo do torka, takrat pa prihajata večja skupina 13 plesalk in plesalcev, 2, tokrat imamo tudi fante zraven, z Andyjem, in bomo zastopali Slovenijo z ostalimi 3 šolami iz Slovenije še zraven. Tako da, ampak klasičen repertoar Slovenije držimo mi. Spomnimo, z lanskoletnega finala svetovnega pokala na otoku Jersey so se balerine vrnile z 2 medaljama, zlato in srebrno. Vsaj ponovitev lanskoletnega uspeha je že zelo velik uspeh. Meni osebno največji uspeh je to, da odplečajo tako, kot se šika, ker balet je zelo težko ocenjevati. Tle je realnost, pol tistih 3 žirantov, ki so v parterju, ki gledajo, ocenjujejo. Če bo pa kaj višji, kakšna mesta, bo pa vse zelo dobrodošlo oziroma za same tekmovalce velikega pomena, če se kaj več doseže, kot samo mogoče 5., 6. mesto. Kaj je že tisti klasični pozdrav ali priporočilo, ko gredo balerine na oder? Toj. In to pomeni kaj v bistvu? Načelno je to pljuvanje čez ramo. Jaz bi mogla fizično pokazati to, da pljunem čez vašo ramo, ampak tega ne bom naredila. Je to, ja. To je značilnost, na katerega plesalci ali plesalke ne smejo odgovoriti hvala, ker to pa prinaša pol nesrečo. Morajo samo odkimati, se zasmejati ali pa zjokati. V 91. letu starosti je umrl Mihael Gabar iz Dola, dolgoletni zborovodja moškega pevskega zbora Kuda Oton Župančič Sora in več kot 70 let organist v Sori, dobitnik najvišjega kulturnega priznanja v občini, pletenice za življenjsko delo, zlatega galusovega priznanja in plakete občine Medvode. Mihael Gabar je imel glasbo vedno rad. Ob petju pa je bila njegov prvi stik z njo bratova harmonika. Vse od 1. avgusta leta 1948 je bil v sorški župnijski cerkvi organist. Bil je tudi eden od ustanovnih članov kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Sora, moški pevski zbor, ki je ravno prejšnji teden praznoval 65-letnico obstoja, pa je vodil vse od ustanovitve kar 45 let.
Vodil je tudi ostale zbore društva in ostal z društvom povezan vse do svoje smrti. Pogreb pokojnega Mihaela Gabra bo v nedeljo ob 16. uri na pokopališču v Sori. Organizacija po pričakovanju uspešna, udeležba pa krepko pod pričakovanji. To sta glavni karakteristiki nedeljskega 6. teka na Katarino in prve tekme v nordijski hoji na vrh Brezovice. V organizaciji Športne zveze Medvode in Nordijskega športnega društva Medvode. Najhitreje je progo pretekel Matjaž Krnc iz Črnuč, najhitrejši pohodnik pa je bil Gal Gros. V nedeljo zjutraj se je na štartu 6. teka na Katarino in prve tekme v nordijski hoji na Brezovico zbralo le 9 tekačev in 15 pohodnikov. Slednji so se na pot podali prvi in to z jasnimi navodili vodje tekme. Navodila so pa že po mednarodnih pravilih takšna, zdaj če samo terminologijo uporabim, dvotaktni diagonalni korak, klasična hoja s podaljšanim korakom, seveda, da se vmes palicam odrivamo. To je bistveno in to je tudi edini korak, ki ga v času samega tekmovanja tudi izvajamo. Cilj pohodnikov je bil vrh Brezovice pri cerkvi svetega Jakoba. Predvsem zaradi tega, da je zadeva čim bolj podobna hoji, da je čim manj možnih napak, ker je cilj v sam klanec, pa da razkažemo tudi, bom rekel, našo lepo Medvoško kotlino v tem zeleno obarvanem delu. Potem pa so se 15 minut kasneje, kot je bilo napovedano, na progo podali še tekači. Pri cerkvi svete Katarine je namreč prav v času načrtovanega prihoda na cilj potekala procesija. Prvi tekač na cilju, ta pa je bil pri gostilni Parjur na Katarini, je bil Luka Zupan iz Preske, eden od 3 mlajših tekačev od 15 let, ki so se udeležili tekme na krajši 1600 metrov dolgi progi s štartom pri kmetiji Mamovec. Ja, v redu. Na začetku je bil malo tako klanc in se mogel tam malo bolj počasiti, da se pa lahko ta zadnji del zdržal. Najhitreje pa je z daljšo dobrih 7 km dolgo progo od osnovne šole Preska čez Čereni Žlebe do kmetije Prmamovc, mimo Brezovice do cilja pri gostilni Parjur, skupnim vzponom 420 metrov opravil Matjaž Krnc iz Črnuč. Ja, fajn, proga je fina, prijetna, makadam, trava, kamni. To, kar rabimo za gorski tek. Konkurenca pa, danes ste bili daleč pred vsemi. No, ne bom rekel daleč pred vsemi. Tale gospod za mano je bil predvsej blizu mene. Ko sem ga videl na ovinku, je bil za mano. Sem pol sam gledal skozi do cilja, kdaj bo za mano, kdaj me bo presenetil. Ampak sem pol kar porino pa šla. Tek v hrib je sicer vaš način preživljanja prostega časa? Ja, že od malega. Najhitrejša na dolgi progi pa pričakovano edina ženska na teku, Petra Racej iz Radovljice, ki je skozi cilj pritekla 4. Glede na to, da tečem ravnino, pa krose, pa štadionske teke, moram reči, da sem kar brez problemov tekla, brez težav. Malo sem se pa v klanc nazaj držala, bilo je zelo vroč. Tako da proge pa ne poznam in nisem niti vedela, kdaj bo cilj, tako da sem mislila, da bo še malo daljša in sem imela še malo želje, pa bi še malo šlo, ampak je bilo kar prav, da je bilo tako. Zjutraj sem vstala, pojedla zajtrk, pa se usedla v avto, pa šla v Medvode. Sem pa iz Radovljice, tako da ni daleč. Nobenega drugega razloga. Sem pa te kraje nisem nikoli hodila, vedela sem, da je lepo. In zato sem prišla in je res lepo. Najhitrejši domačin in seveda odličen poznavalec teh krajev pa je bil tretji v cilju zaprisežen tekač Bojan Cvajnar iz Žleb. Tole mi je pisana koža, tole že obdelujem v bistvu več kot 45 let, tako da poznam vsak kvadratni meter tegale Katarine, tega področja, vse te stezce, tako da kar se tiče proge, mi je bilo vse znano. Kar pa se konkurence tiče? Ja, jaz bi mogoče predlagal nekaj, to je moje stališče. Imeli smo nočno desetko pa petko, to bi jaz združil samo v desetko, ker vse posod imajo desetke, ker tam pol se ljudje odločijo nekaj za to, nekaj za drug. Potem bi pa še to desetko povezal še s tem tekom, pa dal celoto. Oba dva teka, skupni zmagovalec in mislim, da bi bilo več konkurence. Da je bila udeležba manjša, kot je bila pričakovana, je več razlogov. Tek 4 mostov 12 ur pred tem in več pozornosti, ki sta ju organizatorja namenila festivalu Medvode v gibanju. Vendar organizator ne razmišlja o povezovanju tekaških prireditev. Tisto ne.
ne bomo sigurno združili. Bomo pa malo več oglaševali, pa malo več večji zvon dali, da bo več. Prejšnje leta je bilo precej več ljudi, zato ker smo malo bolj oglaševali. Pa letos ga nismo, se pravi, ravno zaradi tega, ker smo bili v dilemi, ali če mu ga sploh speljati ali ne, ampak smo rekli, da je že šestič letos, tako da je bilo škoda prekiniti. Barve soorganizatorja, torej Nordijskega športnega društva Medvode, pa je zastopal kar predsednik društva Damjan Jenko. Vse je težko, no. Jaz mislim, da je organizacija še zmeraj težja, lažja kot pa sam tek gore. Je predvsej težka proga, ja, tako da sem se trudil, da korektno odlaufam. Organizacije pa tudi jaz upam, da smo dobro speljali, sicer nismo uspeli pritegniti glih vsa zveneča imena, bi rekel, gorskega teka slovenskega, ker je v tem trenutku kar velik tekem. Ampak vseeno, važno, da smo dosegli svoj namen, cilj, to pomeni čim več ljudi v naravo. Najhitrejši pohodnik je bil Gal Gros. Konkurenca je bila malo premajhna, upam, da naslednje leto bolj, drugače pa proga je bila super stresirana, ravno prav težka. Konkurence pa res upam, da bo naslednje leto več. Ja, da vsak začetek je težek, glede na to, da mogoče bilo malo premalo reklame. Jaz mislim, da je zadovoljivo, da vsako leto lahko pričakujemo, da bo boljše. Čez 5 let bomo pa že jamrali, da jih je preveč. Malo za šalo. Medalje so dobili najhitrejši, pokale in to neprehodne pa so dobili vsi. V Medvodah sta se zgodili 2 prometni nesreči. V eni je bil udeležen en sam voznik, ki je vozil prehitro, v drugi pa je voznik na parkirišču trčil v drugo vozilo, po dogodku pobegnil, vendar so ga že izsledili. V Goričanah so policisti obravnavali poskus vloma v Brunarico, v Spodnjih Pirničah pa tatvino. Poskus vloma v stanovanjsko hišo so obravnavali tudi v Smledniku, na Senici poškodovanje tuje stvari in goljufijo pri nakupu artiklov v Medvodah. V Pirničah je pes podaril občanko, ki je pri padcu dobila nekaj poškodb. Kaznovan bo vodnik psa. Zaradi številnih vlomov vas medvoški policisti ponovno pozivajo k previdnosti. Vse sumljive dogodke pa lahko prijavite na telefon policije 113 ali na anonimni telefon 080 200. Obveščajo vas še, da bodo med 26. junijem in 2. julijem izvajali poostren nadzor hitrosti v okviru akcije, ki bo potekala na območju celotne države. Voznike pozivajo, da upoštevajte omejitve hitrosti in druge cestno-prometne predpise.